Osrednji letošnji dogodek Ministrstva za javno upravo pa bo otvoril častni gostitelj. Za začetek konference je z nami minister za javno upravo, magister Franc Props. Pozdravljeni. Seveda je osrednji dogodek nekaj posebnega, ampak hkrati gre za prvi dogodek te vrste. Zato me zanima, kaj je bilo morebiti tisto, kar je sploh spodbudilo, da ste prišli do odločitve, da organizirate tak dogodek, ki združuje različne deležnike in podobno, kot smo imeli zdaj vprašanje na Mentimetru, kakšna so vaša pričakovanja, kaj bi lahko takšna konferenca prinesla k modernizaciji javne uprave? Spodbuda za to, da se z sodelavci na Ministrstvu za javno upravo odločimo, da organiziramo ta dogodek, je zagotovo to, da se kar nekaj stvari v javni upravi oziroma v širši javni upravi v tem obdobju zadnjih nekaj let spreminja in to zelo spreminja. Posledice so te spremembe so posledice tega, da se okolje, v katerem delujemo, v bistvu modernizira s tem, bom rekel, vsemi izzivi, ki jih prinaša, od digitalizacije do izziva povezavi z številom ljudi, ki jih imamo na delovnem trgu, zato da lahko opravljamo storitve tako v javnem kot zasebnem sektorju. In te zadeve smo poskušali z tem današnjim dogodkom nekako predstaviti večjim deležnikom, zbrati tudi odzive na to, kar se dogaja, in seveda sem prepričan, da ta izmenjava mnenj in pogledov, ki jih imajo posamezniki in bo v teh 2 dneh imela kar veliko prostora, da se zgodi, bo zagotovo koristila tudi Ministrstvu za javno upravo pri nadaljnjem delu in pa pri teh stvareh, ki jih pripravljamo tudi za v prihodnje. Kar se tiče javne uprave, pa zagotovo bo morala v tem primeru, lahko rečem, da že z nekimi ukrepi tudi v prihodnje slediti temu, da bomo se odzivali na pričakovanja državljanov, za katere službo tudi sami smo velikokrat v vlogi državljana, ne zgolj v vlogi tistega, ki zagotavlja storitve državljanom. In bo potrebno narediti javno upravo prilagodljivo, zanimivo za iskalce zaposlitve in seveda takšno, da bo služila predvsem s temi storitvami, ki jih država nudi državljanom, predvsem državljanom, in jih bo izpolnila njihova pričakovanja. Ja, verjamemo, da je kar nekaj področij, na katere se bomo nekako naslonili v teh 2 dneh, ampak recimo, če začnemo z besedo modernizacija, ki se mi zdi, da je nekaj, kar marsikdo pričakuje oziroma vidi kot rezervo pri javni upravi. Na kakšen način lahko rečete, da je to ena izmed prioritet vašega ministrstva in kakšne konkretne korake ste speljali, da bi digitalizacija poenostavila delo javnih uslužbencev, da bi jih razbremenila od večne birokracije, da bi lahko izboljšala izkušnjo uporabnikov? Kar nekaj rešitev je tudi na področju informacijske podpore procesom znotraj javne uprave. Imamo portal za e-naročanje na upravnih enotah, potem imamo enotno vstopno točko za e-storitve. Govorimo o podpori poslovnim procesom v povezavi z zbiranjem podatkov, ki jih nudi rešitev skrinja. In še kar nekaj teh bi se lahko našlo in sem prepričan, da jih bodo moji sodelavci z veseljem predstavili in pokazali, katere priložnosti oziroma katere koristi nosijo za ljudi v javni upravi. Ena stvar, ki mi je bila zelo zanimiva, je, da pomembne digitalne korake delate tudi na področju upravnih enot. Tu recimo, če izpostavimo uvedbo e-samonaročanja, mislim, da so to nekakšni koraki, ki res vodijo k modernizaciji, k boljši storitvi. E-samonaročanje je stvar, ki je namenjena državljanom, je pa, se mi zdi zelo pomembno to, da poskušamo v ozadju te storitve podpreti z povezovanjem podatkov, z neposrednim dostopom do baz, ki so
pri različnih upravljavcih znotraj javnega sektorja, MNZ-ja, Zavoda za zaposlovanje in podobnih, ker s tem v resnici skrajšamo te procese pri posameznih upravnih postopkih in lahko čas, ki ga sicer bi namenjali, bom rekel, opravilu zaradi opravila, uporabimo za to, da stranki oziroma tistem, ki to storitev rabi, damo ustrezno storitev na nivoju, predvsem, tako kot vedno rečemo, je najbolj pomembno, da ljudje, ki pridejo, ki rabijo te storitve, da so v resnici zadovoljni s tistim, kar dobijo in dobijo to od prijaznih zaposlenih, ker na upravnih enotah lahko trdim, da so zaposleni v resnici tisti, ki delajo z strastjo in zavzetostjo svoje storitve. Želel sem še vprašati, kar se informacijskega sistema gospodar in pa elektronskih javnih dražb tiče, tudi tu pravzaprav gre za nekakšne konkretne korake k modernizaciji. Ja, sistem gospodar je namenjen v resnici evidentiranju in vodenju evidenc tako teh osnovnih o lokacijah nepremičnin, s katerimi, ki jih ima v lasti država. Hkrati s tem imamo tudi podatke o vzdrževanosti teh stavb in treba je vedeti, da so v resnici stavbe so največja vrednost, ki poleg človeškega kapitala znotraj državne uprave, za katero je treba skrbeti. Kar se tiče javnih dražb, je pa, bom rekel, na tak način v resnici postala dostopnost do ponudbe, ki jo ima država preko javnih dražb, odprta za vse, ne glede na to, kje si lahko sodeluješ na teh javnih dražbah. Posledično s tem seveda smo dosegli tudi to, da se izplen za državo, če smem temu tako reči, znotraj teh postopkov dražitev izboljšuje, hkrati pa seveda na tak način tudi v največji možni meri preprečuješ neko usklajeno ravnanje med dražitelji. Če se iz modernizacije nekoliko bolj osredotočimo na upravne enote, kakšna pa je, ker govorimo seveda ves čas o besedi jutri, o prihodnosti, kakšna je vizija za upravne enote prihodnosti? Katere ključne novosti lahko stranke pričakujejo v prihodnjih letih in kako bodo prispevale k bolj učinkoviti, transparentni in dostopni storitvi? Upravne enote so v resnici, bom rekel, izpostava države na lokalni ravni, in ljudje, ki so v upravnih enotah zaposleni, delajo stvari, ki jih v resnici državljani dnevno potrebujemo. In cilj je, da z vsemi temi izboljšavami znotraj teh poslovnih procesov, z povezovanjem baz podatkov, z tudi uporabo nazadnje umetne inteligence pri pripravi določenih stvari v prihodnosti dosežemo to, da bomo razbremenili zaposlene rutinskega dela in jih, kot sem že povedal, omogočili ali pa dali prostor za to, da bodo lahko storitve približali še bolj, bom rekel, na prijazen način državljanom. Koliko vam pri oblikovanju vizije seveda koristi to, da imate odlične izkušnje in podlago dela načelnika upravne enote Litija? Koliko te izkušnje seveda pridejo prav? Tako kot pri vsakem delu oziroma v vsaki situaciji, v kateri se znajdeš, poskušaš seveda poanalizirati stvari, videti, kaj je tisto, kar je bilo mogoče potrebno delati z nekim nepotrebnim izgubljanjem energije. Veš, kaj je tisto ključno, najbolj ti pomeni to, da ko stranka pride ali pa ko odide, da ti napiše v tisto knjigo pohval, da je bila zadovoljna z delom tvojega sodelavca. In seveda to, da se v resnici tisto, kar nekdo pričakuje, da dobi v realnem ali pa zelo izjemno, bom rekel, sprejemljivem času in pa da so ti postopki, ki so tam vodeni, v resnici predvidljivi, ne da se stvari zapletajo in jaz mislim, da z vsemi temi drobnimi koraki, ker tukaj ne moreš delati nekih, bom rekel, stvari
na način, da boš delal revolucijo, če smem temu tako reči. Za temi majhnimi koraki je pač treba slediti temu cilju, da v čim krajšem času zadovoljimo tiste pričakovanja strank in seveda delamo v skladu z predpisom, ki nam to področje ureja. Tudi v tem delu je Ministrstvo za javno upravo sledilo ugotovitvam, ki so bile skozi, bom rekel, preverjanje z javnostmi zaznane, da je zakon o splošnem upravnem postopku mogoče v nekaterih delih, glede na to, da že ima svoja leta, če smem temu tako reči, potrebno mogoče v enem delu izboljšati, seveda pa hkrati poteka tudi, bom rekel, celovit pregled te ureditve znotraj Evropske unije in z deležniki, ki so, bom rekel, poglobljeno se ukvarjajo s tem od fakultet do ostalih strokovnjakov z tega področja, pripravljamo za leto 27 oziroma 28 celovito prenovo zakona o splošnem upravnem postopku. Zakon o splošnem upravnem postopku pa je poleg tistih področnih zakonov, ki posamezen del, s katerimi se ukvarjajo upravne enote, ureja tisti, ki pač, bom rekel, je namenjen predvsem temu, da ščiti interese državljanov pred interesom države. Ja, prepričani smo, da torej upravne enote prihodnosti bodo še bolj učinkovite, še bolj dostopne za bolj celovite in hitre storitve. Če se nekoliko lotiva teh zadnjih najbolj aktualnih stvari, ki so se dogajale v sklopu ministrstva, Julija, ste s predstavniki reprezentativnih sindikatov upravnih enot sklenili stavkovni sporazum. Kakšen je vaš pogled na doseženo in kakšno je pravzaprav stanje na upravnih enotah sedaj? Ja, jaz sem prepričan, da smo z tem podpisom stavkovnega sporazuma odprli prostor, v katerem zdaj lahko urejamo stvari, ki so bile izpostavljene strani zaposlenih oziroma sindikalnih predstavnikov, predvsem vezano na, bom rekel, na delovna mesta in pa uvrstitve na teh najnižjih delovnih mestih, na način oziroma merila, po katerih izplačujemo ta povečan obseg dela za tiste zaposlene, ki dejansko prispevajo k temu, da se skrajšujejo čakalne vrste in opravljajo dela za več ali pa kot pomoč drugim. In pa seveda je pomembno to, da smo uresničili tudi to, da iz dogovora, da smo oblikovali dve skupini, ki se ukvarjata ena z izboljševanjem procesov znotraj upravnih enot, v katero so vključeni načelniki, predstavniki ministrstva in pa seveda predstavniki sindikatov. Na tak način se mi zdi, da skozi te različne zorne kote lahko zelo dobro naslovimo tiste zadeve, ki pač ugotavljamo, da v tem trenutku mogoče niso najboljše rešene. Ravno danes pa je v vladni proceduri dolgo načrtovan dogovor o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, torej reforma plačnega sistema. Kako bo ta prispevala k večji motivaciji in učinkovitosti zaposlenih? Kakšne so morebiti tiste ključne spremembe, ki jih prinaša ta reforma? Ja, če gledamo najprej iz tega zornega kota, ki je povezan z finančnim vidikom oziroma z plačami zaposlenih, lahko rečemo, da je zdaj velik dosežek to, da plačnih razredov pod minimalno plačo ni več in bo minimalna plača prvi plačni razred. Pomembno je tudi, da se povprečju med nekje 15 in 30% dvigujejo plače zaposlenim v javnem sektorju. Istočasno se mi zdi ključno to, da je prvič do sedaj v te rešitve vključena tudi spremljanje inflacije in usklajevanje rasti plač z inflacijo po končani uvedbi tega sistema in seveda ne nazadnje, jaz mislim, da bo tak način, kot je zdaj zastavljen oziroma kot ga predvideva zakon, omogočil nagrajevanje tistih, ki delajo več in bolje in seveda na nek način tudi na tak pripeljal do tega, da bomo izboljševali tudi zaradi tega delo v javnem sektorju.
Seveda z roko v roki ob prenovi plačnega sistema pa je tudi celovita prenova uslužbenskega sistema. Kako ocenjujete veljavni zakon o javnih uslužbencih? Ali je še ustrezna podlaga za urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev oziroma kateri so bistveni razlogi za posodobitev te zakonodaje? Veljavni zakon o javnih uslužbencih je čisto zadostna podlaga bil za to, da smo lahko, bom rekel, za to novelacijo tega istega zakona odgovorili na to, kar smo zaznali znotraj pač izvajanja zakona. Upoštevali smo tudi spoznanja, ki so se skozi zainteresirane javnosti oblikovala v preteklosti. Upoštevali smo tudi priporočila Računskega sodišča in pa drugih institucij, ki so varuha človekovih pravic, ki so, bom rekel, v tem obdobju, ko zakon izvajamo, tak, kakršen je, ugotovili določene potrebe oziroma nas opozorili, kje je treba spremembe izvesti. Ja, ko govorimo nekako o službenskem sistemu, je vse skupaj povezano seveda s spreminjanjem demografske strukture. Kako pravzaprav, kakšne rešitve in pristope poleg plačne reforme načrtujete na tem področju? Ja, demografija je pač ena od stvari, ki bo zagotovo v prihodnosti močno oblikovala ne samo službenski sistem v javnem sektorju, ampak tudi vse ostale panoge znotraj pač gospodarstva. Dejstvo je, da je struktura starostna znotraj javne uprave relativno neugodna. To je posledica zagotovo tudi tega, da nismo imeli sistema, ki bi omogočal ali pa ni bil naravnan na to, da privabljamo mlade kadre. In zdaj s temi rešitvami v bistvu poskušamo zagotoviti dvoje. To, da z obstoječimi ljudmi, ki imajo znanje, ki so usposobljeni, poskušamo, bom rekel, to znanje ohranjati in ga izboljševati, kar pomeni tudi izboljševati storitev za državljane, hkrati pa seveda narediti, bom rekel, javni sektor zanimiv za mlade. In tudi potem bo potrebno poiskati način in jaz mislim, da ta zakon daje odgovor na to, kako znanje in izkušnje, ki jih imajo, pridobljen skozi čas, zdaj javni uslužbenci prenesijo tudi na te mlade, ki bodo vstopali, upam, da na podlagi tega, kar spremembe prenašajo v stimulativni sistem dela v javnem sektorju. Ja, zagotovo si v javnem sektorju želimo še več mladih, dobrih kadrov. Majčkeno se lotiva tudi naslednjega trdega oreha, ki ste se ga lotili na vašem ministrstvu, in sicer volilne zakonodaje. Vlada je po dolgotrajnih usklajevanjih sprejela novelo zakona, ki ureja lokalne volitve. In kaj pomembnega prinaša ta vladni predlog? Ja, tukaj pri volilni zakonodaji, ki je včeraj, mislim, da prestala prvo obravnavo v državnem zboru, smo v bistvu odgovorili na eno od odločb Ustavnega sodišča, ki je za eno od občin ugotovilo neskladje v povezavi s tem, kako so volivci zastopani v občinskih svetih. In sicer je, bom rekel, ta teritorijalna razpršenost oziroma neke krajevne skupnosti ali podobno so včasih, kar se tiče števila volivcev, lahko zelo v različnem odnosu po številu in se lahko zgodi, da ima, ne vem, neka skupina 100 svojega predstavnika, medtem ko pa 300 ljudi nima svojega predstavnika v občinskem svetu, in to rešuje te spremembe zakonodaje. Hkrati ureja tudi, bom rekel, možnost za informatizacijo pri teh volilnih postopkih in pa seveda ureja volilni spor, ki bo zdaj pač bolj transparenten in ga bo mogoče v primeru, da se bodo ugotavljale neke nepravilnosti, tudi ustrezno uporabiti za to, da se te stvari odpravijo. Kar nekaj stvari so omenila, kjer ste seveda aktivno pristopili k spremembam, modernizacija, iskanje novih kadrov, konec koncev plačna reforma, volilne spremembe. Še ena izmed tem,
ki se pogosto omenja, eno izmed ključnih področji pa je javno naročanje. Zanima me, pogosto so kritike o počasnosti postopkov, o zapletenosti regulative. Kako lahko naredimo ta postopek bolj učinkovit, transparenten, privlačen za ponudnike, kako reformirati sistem javnega naročanja? Zdaj, ko vprašam moje kolege, ki skrbijo že dolgo časa za ta področje, Direktoratu za javno naročanje, oni trdijo in upravičeno, da imamo enega izmed boljših sistemov javnega naročanja, kar nam priznava tudi Evropska komisija. Je pa dejstvo, da imamo drug problem, ki bi se ga dotaknil pol malo kasneje. Samo dolgotrajnost postopka javnega naročanja je relativna kategorija. Mi moramo vedeti, da če se pogovarjamo o nekem drugem tiru, ki je vrednost 1 milijarde, bi bilo verjetno neodgovorno, da tak postopek, ne vem, zaključimo v 14 dneh. In ta del samega postopka, ki je po celoti transparenten in informatiziran, praviloma v povprečju traja nekih 90 dni, to se pravi neke 3 mesece, kar je popolnoma primerljivo tudi z trajanjem teh postopkov znotraj Evropske unije. Stvar, ki se nam pa pojavlja, je pa ta, da se nam poslabšuje konkurenčnost javnega naročanja. Če lahko poenostavljeno povem, veliko ponudnikov, ki ponujajo storitve na trgu, nima interesa teh storitev ponuditi državi, zaradi tega, ker ocenjuje, da je postopek prenaporen, pretežek in naš izziv ali pa stvar, ki jo moramo v resnici v prihodnosti rešiti, je ta, da bo tisti, ki se odloča, da bo delal neke storitve na trgu, ne imel nobenega pomisleka o tem, da dela za državo ali pa da dela za nekega drugega naročnika. In da še bolj pa seveda to, kar recimo v nekem tem ozadju se velikokrat zaznava, da ne bom šel dati ponudbe zaradi tega, ker je itak že vse zmenjeno. Tukaj je treba pač narediti te korake naprej. Čas je seveda, da tudi vas, drago občinstvo, vprašamo, če imate kakšno mnenje, komentar oziroma vprašanje za ministra. Seveda zdaj pride prav tista vaja z dvigovanjem rok. Če je kakšno vprašanje, brez strahu in sramu, kar dvignite roko. Se mi je zdelo, da bomo čakali na prvega, potem pa bo najbrž kar precej rok. Vas bomo še enkrat vprašali čez minutko. Gospod minister, hotel sem vas vprašati še, kar se tiče same nedavne študije OECD-ja o zaupanju v javne institucije. 30 držav je bilo vključenih, nekako je pokazalo, da je v Sloveniji precej visoka stopnja medsebojnega zaupanja med prebivalci, kar je pozitiven kazalnik. Hkrati pa lahko izboljšamo zaupanje v javne institucije, zlasti politične in upravne organe. Kako se ministrstvo loteva tega izziva, te spremembe nekakšne podobe v javnosti? Ja, lahko rečem samo to, da je odločitev še prej, preden sem jaz bil v tej vlogi na strani vlade, da gre v to, bom rekel, pristopi k tej raziskavi OECD-ja in seveda še bolj podrobno si odločila, da bo dala preveriti tudi pogled neposredno na slovenske razmere. Zelo pomembna odločitev. Pač do zdaj si mislim, da ne noben upal nastaviti ogledala. Kaj bo potrebno narediti potem, ko bomo pač poanalizirali te rezultate? Zagotovo je treba potem ciljati z ukrepi na tista področja, kjer so te zaznave državljanov o delovanju javne uprave ali pa države slabše, kot so recimo v povprečju v Evropi. In zanimivo je, da se pri teh rezultatih, ki so, da je to zaupanje sicer visoko v policijo, v ta del javne uprave, medtem ko je v vlado in pa v državni zbor slabše, je pa
znotraj tega stopnje približno nezaupanja enako nezaupanje v medije. Ne. In mi imamo tukaj v resnici nek začaran krog. Ne. Če en drugmu, bom rekel, dajemo nekako spodbudo, da se v negativno smer stvari vrtijo, potem tudi ta zaznava ne more biti drugačna. In jaz upam, da bo, bom rekel, ta ukrep, ki ga je dolžna na svoji strani narediti država, v resnici dal rezultate in da bodo ti rezultati, kar pa je vloga, bom rekel, tistih, ki javnost seznanjajo, tudi na ustrezen način predstavljeni. Za vse je veliko dela. Verjamemo in ravno ta pogled z druge strani je možen ob tovrstnih iniciativah, kot je ta današnja konferenca, ko se pravzaprav z različnimi deležniki išče načine in pa izboljšave. Kakšno vprašanje strani publike? Še vedno vam je nerodno? Ali sva vse odgovorila? Tudi to je opcija. Mogoče potem za konec še eno vprašanje za vas, gospod minister, zanima me, kaj ste vi napisali na tisto vprašanje, ki smo ga imeli na začetku na Mentimetru? Kakšna naj bo javna uprava v prihodnje? Seveda naj bo taka, da bodo ljudje jo imeli za dobro. Ne, da jo mi ocenjujemo, kot da je dobra, ampak da jo imajo naši uporabniki za dobro. Gospod minister, najlepša hvala za vaš čas, za izčrpne odgovore in seveda veliko uspehov pri uresničevanju vseh idej. Želimo vam seveda veliko sreče tudi pri nadaljnjem delu. Ja, hvala lepa za povabilo. Hvala vsem, ki ste se udeležili tega dogodka Ministrstva za javno upravo. Jaz sem prepričan, da boste imeli v teh dveh res veliko priložnosti izmenjati med seboj izkušnje, poglede, mogoče nova znanstva ustvariti in ta znanstva ponavadi vodijo v potem koristi za vse. In seveda prepričan sem, da edini kapital, ki ga ima javna uprava, je človeški kapital in tisto, kar bomo morali delati v prihodnje, je to, da bomo tisti, ki vodimo, v resnici poskrbeli, da bodo ljudje delali stvari z strastjo in zavzetostjo, zato pa je potrebno imeti tudi dobre vodje in to je treba tudi izpostaviti znotraj teh dveh dni, ko se boste pogovarjali med sabo. Še enkrat hvala, gospod minister, za številne misli ob začetku konference. Hvala.